Zadetek v globokem sodnikovem podaljšku je obdržal Brinje Grosuplje v igri za prvo mesto, pozdravljeni v pregledu vrhuncev druge nogometne lige. 3 točke naskoka na vrhu ohranjajo nogometaši Nafte, ki so z 2 goloma Maroše premagali na gostovanju sežanski Tabor. Pomemben korak proti obstanku je naredila Ilirija. Na domačem stadionu je bila boljša od Keti Emi Impola Bistrice. Edina tekma, ki ni videla golov, je bilo srečanje Krke in Rudarja. Z delitvijo točk se je zaključil tudi primorski derbi Jadrana in Bil. Vedno bolj sta na dnu prikovana Jesenice in Gorica. Gorence so v Podmežakli premagali Beltinci, Gorica pa je priznala premoč Triglavu. Keti Emi Impol Bistrica je edina ekipa v ligi, ki ima precejšen zaostanek za moštvom, ki je pred njim na 5. mestu in precejšnji naskok pred prvim zasledovalcem. Medtem pa je Ilirija imela le 3 točke naskoka pred predzadnjim mestom. Dvakrat so Bistričani nevarno zapretili že v prvih trenutkih tekme. Vratar Golič je imel veliko dela po prvem strelu. Po akciji iz sledečega kota je kapetan rdečih Marsetič z bližine udaril z glavo mimo desne vratnice. Sledilo je skoraj pol ure zatišja, nato pa akcija za prednost Bistrice. Podaja v globino, Golič je branil udarec Carrere Sancheza, odbitek pa je zadel nesrečnega Alena Bukovca, avtogol za prednost gostov. Ilirija je v drugem polčasu pokazala pravi obraz. Rezervist Črt Rotar je pripravil akcijo za izenačenje. Podajal je na levo stran kazenskega prostora, odkoder je sledil oster predložek na drugo vratnico, zadel je Žan Meško. Ilirija je bila prepričana, da lahko pride do zmage prve domače po 6. marcu. Augustin Urrutija Sabeja je bil sam na odbiti žogi in svojim je prinesel zlata vredne 3 točke v boju za obstanek v ligi. Zadnji 2 ligaški tekmi Krke in Rudarja sta se končali na identičen način, z izidom 0-0. Velenjčani pa na zadnjih 4 tekmah niso uspeli premagati Novomeščanov. To podtekma ni postregla zadetki. Najzrelejšo priložnost so imeli gostje v belih dresih, pletli so akcijo v kazenskem prostoru, ko pa je žoga prišla na levo nogo Toma Kljuna, jo je z ugodnega položaja poslal preko prečke. Tik pred zadnjim sodnikovim žvižgom je zapretila tudi Krka, vendar je velenjska obramba odbila strel po tleh. Rudar je remiziral drugič zapored, Krka pa na zadnjih 5 tekmah ni uspela zmagati. Vodilna Nafta je prišla na gostovanje na stadion Rajka Štolfe, kjer je v tej sezoni uspelo zmagati le moštvu Brinje Grosuplje. Medtem, ko se je Tabor večji del prvenstva držal na 3. mestu, je po zadnjem porazu pri Bistrici zdrsnil na 4. Po dobri polovici ure je imela Nafta svoj moment, ki ga je znala učinkovito izkoristiti. V 33. minuti je v kazenskem prostoru preigraval Maroša in nekako streljal na vrata ter zadel pod prekrškom. Gol je bil priznan, še v počasnem posnetku. Isti igralec Maroša se je nato v 36. minuti še enkrat veselil. Z 18. golom v letošnjem ligaškem tekmovanju se je utrdil na 1. mestu lestvice strelcev. Kraševci so imeli dolgo časa najboljšo obrambo lige, po 4 prejetih zadetkih na zadnjih 2 tekmah pa so izgubili ta naziv. Z dobro zgodovino na medsebojnih tekmah so Bilje prišle na gostovanje k Jadranu. Dekančani namreč črno-belih niso premagali v zadnjih 4 letih. Ko je tekla 4. minuta, je Tine Kavčič storil napako, slabo je podajal svojemu vratarju, žogo je prestregel Stunja, jo podajal do utekajočega Gajška, ki je zadeval. Letos se je po 7 letih vrnil k Jadranu in dosegel prvi gol. Biljenci so se vrnili v igro v 16. minuti. Strel po tleh z levo nogo Abela Marca je bil preveč natančen, da bi lahko Jovanovič posredoval. Vsi 4 zadetki so padli v prvem polčasu. Tilen Colja je storil prekršek za najstrožjo kazen. Sledil je strel z bele pike. Zanesljiv izvajalec je bil Burin.
Biljenci so pri Dekanih zadnjič izgubili pred 5 leti. V 26 minuti so izpeljali akcijo na levi strani. Preden je žoga odšla v gol, se jo je zadnji dotaknil Kozar. Tako kot v prvem delu prvenstva v Biljenski dolinci sta se ekipi tudi v Dekanih razšli brez zmagovalca. Igralci Krškega letos izpolnjujejo cilje, saj se držijo na varni razdalji pred območjem izpada. Pred domačo publiko so imeli priložnost, da pripravijo neprijetno presenečenje Brinje Grosuplju, ki v drugem delu precej bolj niha kot v prvem. Krčani so v 33 minuti poskrbeli za veselje domačih navijačev. Predložek je prišel z leve strani, na drugi vratnici pa je žogo v mrežo potisnil Nik Pirc. Na prvi tekmi v letošnjem prvenstvu med obema kluboma so igralci Brinja Grosuplja očitali nogometno lekcijo Krčanom. Premagali so jih s 5-0, tokrat so imeli bistveno več preglavic. V 69 minuti so izpeljali protinapad, z diagonalnim strelom je Zalokarja premagal Hojč. Rumeno-modri so vztrajali, ob zmagi Nafte bi bile tudi njihove 3 točke pomembne, saj bi v nasprotnem primeru izgubili stik z vrhom. V globokem sodnikovem podaljšku je bil uspešen branilec Kevin Benkič. Na 22. nastopu v letošnji sezoni je dosegel prvi zadetek. Po dobrih 4 minutah podaljška so se na koncu veselili gostje. Beltinci so letos bistveno bolj uspešni na gostovanju kot na domačem stadionu. Zmaga na srečanju proti Jesenicam bi jim prinesla skok na 4. mesto, saj je bil Tabor poražen. V prvem polčasu so Jeseničani uspeli odbijati napade Beltincev, nato pa so v drugem polčasu domačini le klonili. Georgijevski je bil ravno toliko oviran, da je podajo s kota preusmeril v svoja vrata, a prekrška nad igralcem Jesenic ni bilo. Slabi 2 minuti pred koncem so Beltinčani izpeljali hiter protinapad, napaka Gašperja Kukavice. Vratarka Zagrande ni imel druge možnosti, kot da na nedovoljen način ustavi Okočo Gibsona, igralca, ki je letos iz Rudarja prestopil v Beltince. Murat Bajraj je imel priložnost, da se približa na lestvici strelcev Maroši, dosegel je 15. zadetek ligaške sezone. Po prepovedanem položaju Jeseničanov in strelu, pred katerim je sodnik že piskal nedovoljen položaj, je delivec pravice naznanil konec dvoboja. Vse manj točke na razpolago za Gorico, da se reši pred izpadom, a naleteli so na ekipo, ki je trenutno v najboljši formi. Triglav je v drugem delu sezone nanizal 4 zmage in 2 remija. V 71. minuti je Jurca s parado za fotografe preprečil prednost Triglava, po sledečem kotu pa je obramba Gorice klonila. 3. gol v letošnjem prvenstvu je dosegel švedski predstavnik Edvin Lukacevic. To je bil zadetek, ki je odločil tekmo v Goriškem športnem parku. Konec tekme 0-1. Zgodovina drugoligaških tekem med Dravinjo in Slovanom ni bogata. Četrtič sta se moštvi srečali, 2-krat je bila uspešnejša Dravinja, enkrat pa Slovan na Kodeljevem lanskega aprila. Za prednost Dravinje je poskrbel Mateo Koprivc, ki je žogo pospravil pod prečko. 6 zadetki je najboljši strelec Dravinje v letošnji sezoni. Odkar 23-letnik nastopa za člane, še ni imel tako učinkovitega izkupička. V 69. minuti pa je prav Koprivc nepravilno oviral napadalca Slovana, sodnik ni imel dvomov. Puškar je imel priložnost za strelc bele točke. Ljubljančani so izenačili. A zelo kratkotrajno je bilo veselje ekipe iz glavnega mesta. Na levi strani ni nihče pokril Pučnika, z levo nogo mu je uspel izvrsten strel, ki se je od okvirja odbil v gol. Dravinja je zmagala na drugi tekmi v pomladnem delu prvenstva.
Ilirija je z 2-1 premagala KTM Impol Bistrico, mreži se nista zatresli na tekmi Krke in Rudarja. Nafti je uspelo, kar ni veliko ekipam v zadnjem času. Zapustili so Kras s 3 točkami, z 2-0 so na gostovanju zmagali tudi Beltinci, padle so Jesenice. En zadetek je v korist Triglava odločil tekmo v Novi Gorici. Največ golov je padlo v Dekanih, Jadran in Bilje sta igrala 2-2. Brinje Grosuplje prihaja s 3 točkami z Krškega, Dravinja je bila boljša od Slovana z 2-1. Na prvih 3 mestih ni sprememb, vodi Nafta, Brinje Grosuplje najdemo na drugem mestu s 3 točkami manj. Triglav je tretji, na 4. poziciji in nato na 5. sta se izmenjala Beltinci Klimatratnik in Tabor Sežana. 6. KTM Impol Bistrica, 7. je Rudar, 8. so Bilje, ki zaključujejo prvi del. V drugem je najvišje Slovan, ki ima 25 točk, kot Jadran, Dravinja in Krka imata 23 točk, 22 Krško in po zmagi v zadnjem krogu Ilirija 21. Predzadnje so Jesenice, Gorica je 16. 25. krog se začne s tekmo Krke in Ilirije. V petek bo še obračun Triglava in Krškega, na stadionu ob jezeru bo gostovala Dravinja, tekma bo v televizijskem prenosu. V Lendavo potuje KTM Impol Bistrica. V spletnem prenosu si boste lahko ogledali srečanje Beltincev Klimatratnik in Jadrana Dekanov. Slovan igra z Gorico, Bilje proti sežanskemu Taboru, Brinje Grosuplje pa z Jesenicami.